Moje ime je Roman Putrih, star sem 34 let, prihajam iz Ljubljane, po poklicu sem profesor športa. V Domžale sem prišel pred 7 leti na pobudo prijatelja Anžeta Ceglarja in takrat prevzel skupino malčkov. Štela je 5 fantov, danes pa smo že MNC v malem, saj imamo skupaj 70 fantov, razdeljenih v 6 skupin, 3 skupine selekcije U7 ter 3 mlajše skupine. Sam treniram 3 skupine, selekcijo U7 in 2 mlajši skupini, pomagam tudi sotrenerjema pri njunih skupinah, skrbim za vpise, izpise, informiram starše, skratka skrbim, da vse poteka kar se da tekoče. S pogoji dela sem zelo zadovoljen, že 3 leta domujemo v telovadnici Srednje šole Domžale, kjer smo varni pred neprijetnimi vremenskimi vplivi, imamo prostor samo zase, hkrati pa lahko vadita 2 skupini. Pohvalil bi tudi sodelovanje z obema sodelavcema, Žuninjem ter z dobske strani Alešem Breznikom, s katerim se odlično dopolnjujemo in smo postali prava klapa. Letos se nam je pridružil tudi Rado Rihter, ki bo skrbel za 3. skupino selekcije U7. Ves čas pa sem na liniji tudi z koordinatorjem mlajših selekcij, Rokom Švajgerjem, s katerim skupaj skrbiva, da vse poteka tekoče in je vseh 70 otrok zadovoljnih. Naša osrednja nit vadbe je nuditi otrokom toplo in varno okolje, kamor se vedno znova radi vračajo z nasmehom na obrazu. Zavedamo se, da je za večino od njih to prva vadbena izkušnja in ti prvi dražljaji, prva socializacija so toliko bolj pomembni za njihov nadaljnji razvoj. Na vadbi jim skušamo s pomočjo raznih pripomočkov prikazati različne gibalne vzorce, razvijati njihovo motoriko, koordinacijo, vse to mora potekati skozi igro. Pri starejših pa vpeljujemo tudi že nogometne veščine, kot so osnovne igralne oblike ter navajanje na žogo. Moj nasvet oziroma misel za konec bi bil bolj apel staršem, naj svojim otrokom omogočijo čim več gibanja v naravi, čim več igranja s sovrstniki, naj z njimi preživijo čim več kvalitetnih dni. Danes živimo zelo hitro, tempo je strašanski in ob vsej poplavi informacij, ki jo dobimo, bi tudi otroci radi kar naenkrat odrasli. Seveda to ni dobro, otrok mora v prvi vrsti biti otrok, se igrati, mora pa jim biti tudi dolgčas, da sami ugotovijo, kaj želijo početi in se na ta način osamosvajajo. Ne pa, da so v celoti podvrženi strukturiranemu načinu življenja in preživljanju prostega časa.